Dobrodošli v novem videu. Uniforma in oprema slovenskega vojaka je končno dokončala posodobitev. Iz predhodne 100% bombažne uniforme z njenimi slabimi lastnostmi kot odpornost, udobnost, efektivnost in težka teža zdaj 50-50 mešanice bombaža in poliamidnih vlaken. Kar se tiče področja oblačil, je bila posodobljena bojna uniforma, ki vključuje taktične hlače ter zimsko in poletno taktično majico oziroma bojno majico. Poleg tega se je tudi posodobila polo majica, dežni in termokomplet, obutev ter perilo je zdaj iz volne. Nova pridobitev je pa protivrezna majica, ki že po imenu ugotovimo, čemu je namen. Ena od glavnih posodobitev je sama izbira materiala, mešanica 50-50 oziroma 50% bombaža in 50% poliamidnih vlaken naredi samo uniformo bolj raztegljivo, kar jo naredi bolj prilagodljivo in udobno za uporabnika in hkrati omogoča, da je nekako bolj mobilen, saj z 100% bombažnimi oblačili smo nekako omejeni, saj se ne raztezajo in sam bombaž je trd, ter s tem uniforma ni manj odporna. S 25% lažjo težo je enako odporna, kar zniža že sedajno težko težo opreme, ki jo morajo vojaki nositi. Je bolj dihljiva, odporna na vodo, ogenj in mraz. Kako so znižali težo bojne uniforme za 25% je v samem materialu. Ima veliko boljše lastnosti kot bombaž in s tem ga potrebujejo manj, da dopolnijo zahteve. Ob tako rečeno pomembnih delih telesa, kot so sklepi, je material zaščiten oziroma oblazinjen, da ne pride do poškodbe sklepa, ter ob površinah, kjer se bolj znoji, je narejeno iz posebne mreže, ki bolj prepušča zrak, da lahko sama površina diha in se s tem manj znoji. Kar se pa tiče opreme, se je posodobil komplet za bivanje na terenu. Posodobila se je zimska in spalna vreča, zimski in dežni ponko, gamaše in samo napihljiva podloga. Vse je posodobljeno na podoben način, kot je uniforma, z uporabo bolj kvalitetnih materialov, katere potrebujemo manj zaradi njihovih boljših lastnosti. Posodobilo se je tudi šotorsko krilo, katero je modularno in je lahko različnih velikosti. Druga večja posodobitev je pa nova kamuflaža za zimske razmere. Iz stare jugoslovanske na slokem tip za zimske razmere. Veliko boljše se zlije v okolje kot samo bela ali jugoslovanska verzija, saj ima tudi temnejše lise bele barve, podobne rahlo sivi. Pri tem so se tudi nekateri deli opreme za bivanje na terenu pobarvali z zimsko barvo. Tudi čelade dobivajo posodobitev. Trenutno uporabljajo navadno Miltec čelado brez kakršnih koli nastavkov, kar pomeni, da vojak ne more namontirati nočnoglede in si morajo improvizirati, in v nekaj primerih smo videli, ko so uporabljali lepilni trak, kar ni ravno najbolj učinkovito. Nove čelade že uporabljajo nekateri vojaki, a ne čisto vsi. Odkar smo videli, imajo nekako prednost posebne enote, kot so inženirci, kjer potrebujejo določene nastavke, da izvajajo njihovo delo lažje. Kar se tiče oblačil in opreme vojaka, jaz osebno mislim, da smo prišli na vrhunec in da boljše kot to ne more biti. Razen pri balističnih ploščah, katere obstajajo lažje, katere ponujajo enako zaščito kot trenutne, ki so malo težje. Kar še bolj zniža težo vojaka in mu omogoča, da je hitrejši.